Živijo, dobrodošli na ekskluzivnem Hervisovem angleško-nogometnem kanalu. Upam, da ste dobro tudi po novih dveh znova uspešno neuspešnih nastopih najboljših angleških klubov v Evropski ligi prvakov. Še vedno najbolj odmeva ponedeljkov čudež v Wiganu. Zdaj sicer tretji ligaš Wigan Athletic je v zadnjem obračunu petega kroga angleškega pokala, tako kot v finalu letega leta 2013, skrajno presenetljivo z 1-0 premagal letos praktično neprebojni Manchester City. Tekma je bila pikantna, za favorite, ki so jo sklenili kot deseterec, pa skrajno ponesrečena, celo s klavrnim in nečastnim odhodom z igrišča. To pa najprej in edino pomeni, da Manchester City, ekipa Pepa Guardiole, v tej sezoni ne bo osvojila 4 titul, kar je po prikazani rušilnosti v dosedanjem poteku sezone marsikdo mogoče celo res pričakoval. Ima pa še vedno možnost doseči 3. Prvo od teh že v nedeljo, v finalu ligaškega pokala na Wembleyju, na katerem se pomeri z Arsenalom. Manchester City in Arsenal, ali raje obratno, pa se bosta izjemoma v četrtek 1. marca srečala znova, tedaj na zaostali tekmi prihajajočega 28. kroga v Premier Ligi, in to seveda na londonskem stadionu Emirates. Reklo bi se torej, da bi morebitni 2 zaporedni zmagi nad Arsenalom Manchester Cityju prinesli kar 2 lovoriki hkrati. Poleg ligaškega pokala skoraj dokončno tudi že osvojitev Premier ligaške krone, saj ima City do konca angleškega prvenstva obračune le še s 3 nasprotniki iz najvišje Premier ligaške kaste. Ti pa praktično ne morejo stopiti kar 16 točkovne prednosti, ki jo ima City ta čas pred Unitedom. Še zlasti, če upoštevamo, da se bo moral Manchester United krepko potruditi, če bi želel v nedeljo v prvem big derbiju tega konca tedna streti neugoden Chelsea. A za zdaj kar ostanimo pri tem, da izgubljenega prav tako kot osvojenega ni še prav nič. Bo pa seveda vse kaj drugače že prihodnji teden, ko se znova srečamo prav tu na Hervisovem Facebooku. Do takrat vas iz že spomladanskega Londona lepo pozdravljam, Matjaž Ambrož. Živijo.